Ob prazniku novomeške občine podelili priznanja. Plošča v spomin na padli bombnik. 20. novomeški tek in 5. velika nagrada Adrie Mobil. Lepo pozdravljeni. S podelitvijo nagrad in priznanj je praznovanje občinskega praznika Mestne občine Novo mesto doseglo enega svojih vrhuncev. Ob 3 nagradah so podelili še Trdinovo nagrado in grb Mestne občine Novo mesto. Nežka Ivanetič je prejela nagrado za dolgoletno požrtvovalno delo na področju prostovoljstva ter pomemben prispevek k izboljšanju položaja starejših, invalidov in upokojencev. Nagrada mi zelo veliko pomeni. Zelo veliko mi pomeni, da sem bila opazna, tako da so še drugi spoznali, da je nekaj le koristnega za vse. Danici Rangus so nagrado podelili za pomembnejše trajne uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju. Glavno poslanstvo učitelja je to, da zna delati z učenci, da se zna približati mladostniku, ki je poln nekih vihravih idej. Za dolgoletna prizadevanja in uspehe na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti in prostovoljstva ter ohranjanja ljudske pesmi so nagrado podelili tudi Mariji Jerele. Več pojem, bolj me nosi po luft, nimam več bremze, mi verjamete. To slovensko pesem tako neizmerno ljubim, da vse bi dala za njo. Samo Kralj se je Trdinove nagrade razveselil za pomembne trajne uspehe na področju likovne umetnosti in izveren pristop k umetniški dokumentarni publicistiki. Padel sem v eno tako imenitno druščino, kot so Božidar Jakac, Marjan Kozina, Tone Pavček, vsi te so že v preteklosti dobili nagrado in še polno teh mojih kolegov. Grb mestne občine pa je za dolgoletna prizadevanja in uspehe na področju planinstva in prostovoljstva prejela Frančiška Vovk. Zelo sem ponosna, da sem bila prepoznana, da so ljudje videli, oziroma predlagatelji, da le nekaj premikam v tem dolgem času v Novem mestu in sem zelo hvaležna in ponosna. Župan Gregor Macedoni je dejal, da bo občina nadaljevala z zastavljenim razvojnim ciklom. Jaz moram reči, da izzivov vsak dan vidim več. Verjamem pa, da če bomo znali sodelovati, da bomo lahko še veliko stvari tudi realizirali. Mladostno energijo je slavnostni prireditvi vdahnil novomeški mladinski pevski zbor, ki združuje 130 učencev in pevcev vseh novomeških osnovnih šol. Ob današnjem svetovnem dnevu Romov so v največjem romskem naselju na Dolenjskem, to je Brezje Žabjak, namenu predali skupnostni center. Poleg vrtca, v katerem potekata predšolska vzgoja in dnevni center, so tako pridobili dodatne prostore za izvajanje programov. Do postavitve skupnostnega centra je prišlo na pobudo Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Ta prostor, ki ga imamo zdaj na voljo v vrtcu, nam postaja premajhen. Tako da mi smo tega centra zelo veseli in bomo del vsebin zagotovo preselili tudi v skupnostni center. Otroci dole v vrtcu imajo dosti prostora, ne? Tukaj je problem za odrasle, pa jaz sem rekel, da bi ta večnamenski prostor imeli zaradi krajevne skupnost, da bi tukaj imeli musko živo pa take stvari, ne. Pred uradnim odprtjem so v okviru dneva za spremembe uredili notranjost centra in okolico. Dopoldne smo ustvarjali, sadili, čistili, pospravljali, šivali, potem smo imeli ta kulturni program in otvoritev. Za skupnostni center je novomeška občina prispevala 100 000 evrov, še 200 000 pa za komunalno ureditev in ureditev okolice. To je bila pa tudi priložnost, da uredimo en del zemljišča ob državni cesti z urejenim postajališčem za šolski avtobus in hkrati dobivamo tukaj nek javni prostor, neko središče tega kraja. Jaz sem mnenja, da je že sam skupnostni pomeni ne zgolj samo za Rome, ampak da je lahko za vse. In ta prostor dokazuje, da bi lahko tukaj prišlo do enega sobivanja širšega. Naslednji korak v urejanju romskega naselja je ureditev Mirnopeške ceste. Dijaki Brežiške in Ptujske gimnazije, Brežiške ekonomske in trgovske šole ter Krške tehnične šole in gimnazije so se na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča v projektu Zavezništvo za mlade lotili raziskovanja ključnih področij, ki krojijo usmerjenost družbe. Zaključke raziskav so predstavili na gradu Reichenburg.
Večmesečno projektno delo dijakov z mentorji je teklo izven rednega pouka z veliko zagnanosti in natančnosti. Mislim, da je resnično bil dosežen ta namen, da po eni strani spoznamo, kaj so evropske teme, okoli katerih se veliko dogaja tudi v našem prostoru, in ko govorimo o okolju, kmetijstvu, mobilnosti, energetiki, imamo praktično vse na malem prostoru, zelo dobra podjetja. Mladi so pa na nek način videli, da je to v bistvu tudi jedro te evropske politike. Zato je ključno na teh področjih iskati boljše poti. V šolskem centru Krško Sevnica so proučevali mobilnost in energetiko. Ocenili so neučinkovitost posavskega javnega prevoza in nevarne kolesarske steze. V energetiki dijaki vidijo potrebo po gradnji drugega bloka jedrske elektrarne in do jedrske energije nimajo zadržkov. Ne, seveda ne, ker niso škodljive, imajo zelo dobre varstvene standarde, to ne more priti nič narobe. Brežiški gimnazijci so raziskovali varstvo okolja. V bistvu je to bil projekt, ki nam je odprl oči, da je Posavje poln dobrih podjetij, ki skrbijo za varovanje okolja. Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice so v proučevanju evropskega in domačega kmetijstva iskali nove priložnosti za poklic, brez katerega ni preživetja družbe. Ker smo ekonomska šola, si zelo želimo, da bi kmetijstvo postalo poslovna priložnost. Želimo si tudi kmetije kot podjetja, predvsem si bi pa tudi želeli spremeniti status in ugled kmeta, da ne bi bil več mogoče tudi podcenjen, da bi dejansko postal kmetovalec oziroma kmetovalec podjetnik. Projekt je med seboj povezal srednje šole v regiji in dijakom odprl vrata v svet gospodarstva, da so dojeli pot od teorije k praksi. V Črnomaljski hiši Sadeži družbe so v okviru dneva za spremembe, ki ga je že 10. leto zapored organizirala Slovenska filantropija, pripravili okroglo mizo, na kateri so govorci razpravljali o diskriminaciji starejših in drugih ranljivih skupin. V občini Črnomelj se delež starejših prebivalcev veča hitreje, kot to velja za slovensko povprečje, in mnogi nimajo dostopa do dejavnosti, storitev, ki jih potrebujejo ali pa si jih želijo, so ocenili predstavniki organizacij in društev, ki se ukvarjajo s starejšimi in gibalno oviranimi. Razlogov za to pa je več. Mi vemo, da v občini Črnomelj je več kot 20% starejših ljudi nad 65 let in da je več kot 5% ljudi starejših od 80 let, ki potrebujejo večji del pomoči. Vedo pa tudi, pravi Lekić Polšakova, da je povprečna plača v črnomaljski občini 200 evrov neto nižja kot v Ljubljani. Posledično so nižje tudi pokojnine. Storitve pomoči na domu, socialno-varstvene storitve plačujemo v občini Črnomelj dražje kot marsikateri občini v Sloveniji. In marsikdo si teh storitev ne more privoščiti. Druga težava pa je fizična dostopnost do storitev, še posebej za tiste, ki živijo v oddaljenih krajih. Vsekakor bi bil potreben na nek način jim zagotoviti nek prevoz. Pa ne le v zdravstveni dom. V Črnomlju je starejšim na voljo veliko različnih dejavnosti, a se jih, še posebej oddaljeni, ne morejo udeleževati, zato so mnogi osamljeni, je bilo slišati na okrogli mizi. Župan Andrej Kavšek je prisotne pozval, naj se povežejo, oblikujejo delovno skupino in izdelajo akcijski načrt, kako starejšim olajšati dostopnost do storitev, kako udejaniti storitev Prostofer, ki so jo predlagali. In se bomo dogovorili okrog tega, kako to lahko občina materialno sponzorira oziroma podpre, zaradi tega, da bomo to storitev ponudili občanom, ker se mi zdi, tudi po današnji razpravi, da je to še bolj pereča problematika, kot se mi je zdelo do sedaj. Sicer pa so za odpravo diskriminacije starejših nujne sistemske rešitve, so menili zbrani. 2. aprila 1944 je nad Gracarjevim turnom v občini Šentjernej padel ameriški bombnik B-24, poimenovan tudi Maggie's Drawers oziroma Megine hlačke. 10-članska posadka je s padali srečno pristala pod Gorjanci, ki so jih nadzorovali partizani, borci Cankarjeve brigade.
O tem dogodku med drugo svetovno vojno smo dobili slovenski prevod knjige ameriškega avtorja, na mestu strmoglavljenja pa so odkrili spominsko ploščo. Ameriško letalo je pred 75 leti strmoglavilo nad gradom in pod vasico Tolsti Vrh, kjer so pod pokroviteljstvom predsednika države in vso organizacije občine Šentjerne ter območne borčevske organizacije odprli spominsko obeležje. Takrat se je začelo zavezništvo na bazi zaupanja, ki so ga imeli zavezniki, ti ameriški padalci do partizanov, do partizanske vojske. Med partizani, ki so pomagali ameriškim padalcem, je bil tudi Šentjernejčan Stanko Kušljan, ki je obujal spomine s še eno pričo tedanjih dogodkov, Reziko kralj. Padalci skačije, ne smo od hiše gledali. Zdaj takrat je bila že porušena, sem še eno škarpa je bila, pa smo na tisto splezali, sem bila 14 let stara. Upam, da se veliko dobili, da ne se rečemo pogleda v našo borbo, ne? In to, kako bi rekel to, obnovil si je ta spomin na to, ne? Na te stvari, ne? In je to stvar zelo, zelo pozitivna. Izjemno zanimiv za množico obiskovalcev je bil prikaz strmoglavljanja, za katerega so poskrbeli letalci Slovenske vojske in aerokluba Aviofan. Za piko na i pa je iz Salzburga priletel še bombnik B-25. Zaslužen za zračni spektakel in izid slovenskega prevoda knjige Zadnji polet Meginih Lačk je podjetnik in letalski navdušenec Ivan Kralj. Vedno sem ljubil te zgodbe, rad sem jih poslušal in ko se je to zopet zdaj obudilo, sem bil seveda takoj zraven skupaj z, moram poudariti, ker tukaj niso povedali, tudi z ostalimi našimi partnerskimi podjetji. V novomeškem farmacevtu so danes začeli 8. Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki bo številne krkaše v Sloveniji in tujini združil v dobrodelnih dejanjih, trajal pa bo vse do sobote. Najbolj razširjena Krkina dobrodelna dejavnost je krvodajalstvo in mnogi so že zjutraj darovali to za življenje pomembno tekočino. Občutek je lep, svojevrsten, ko veš, da nekomu lahko svojim dejanjem reši življenje. V bistvu je to tak prijeten, dober občutek, veš, da bo nekdo nekaj dobil dobrega in se pol kar tako počutiš v redu. Še bolj pa je pomembno to, da se Krkini zaposleni udeležujejo naših akcij skozi celo leto in tako pomembno prispevajo k vsakodnevni preskrbi bolnikov s krvjo. Krkaši so med drugim združili moči še pri pakiranju živilskih paketov v novomeški škofijski Karitas. Današnja naloga prostovoljcev krkašev je, da pripravijo in spakirajo pakete za socialno ogrožene družine. V dinamičnem in hitrem delu so naredili 600 živilskih paketov za prav toliko gospodinjstev. Moja naloga je pa, da zaključim cel paket, torej dodam zraven še juhce, puding, paštete in naprej podam na rampo. Vsi čutimo, da rabimo pomagati, no, in če nam je omogočeno to, da Krka organizira ta dogodek in se z veseljem vedno udeležujemo. Teden humanosti in prostovoljstva bodo v Krki v soboto sklenili z dnevom odprtih vrat v Ločni. Novomeški glavni trg je bil ta konec tedna povsem v znamenju športa. V soboto so ga zavzeli tekači, saj je bil na sporedu že 20. novomeški tek, včeraj pa odlični kolesarji, ki so merili moči na 5. veliki nagradi Adrie Mobil. V osrednjem teku na slabih 8 km je precej suvereno zmagal Matevž Cimermančič. To progo sem tekel prvič, zdaj sem se prvič odeležil novomeškega teka. To je sigurno ena izmed najtežjih prog, ker sem jih kadarkoli tekel, mi je bilo užitek teč pred domačim občinstvom. Letošnji novomeški tek tle na prenovljenem Novem trgu je že zdaj, lahko rečemo, zelo uspel. Po mojih podatkih, ko jih imam, je bilo 800 nastopajočih in to je zelo v redu. Deževno nedeljo pa so v tradicionalni kolesarski dirki za veliko nagrado Adrie Mobil obeležili kolesarji. Skupna razdalja 178 km, gorska cilja na Brezovici in Vahti, 2 kroga čez Gabrije in 3 krajši zaključni krogi po Novem mestu so bili zagotovilo za odlično dirko, ki je v ciljnem šprintu dobil dolenjska puščica Marko Kump. Dirka je bila izjemno težka, velika selekcija, ampak moram reči, da so se naši fantje, kolesarji Adrie Mobila,
vsi držali plana. Izjemno zahtevni, mrzlo, 10 stopinj, dež jih je prav 4 ure pa pol, ali skoraj 5 ur vidim. Tako da izjemno, mi smo se držali strategije, pustili smo eno skupino ven, narekovali tempo, cela skupina se je žrtvovala, cela ekipa Adrije se je žrtvovala za zmago Marka. Težki pogoji so terili davek in med več kot 130 kolesarji je bilo kar veliko odstopov. V zaključnih krogih pa je dogajanje v ospredju krojila skupina približno 40 kolesarjev. Z vsakim od 5 km dolgih zaključnih krogov se je skupina rečila in raztegovala, kolesarji Adrie Mobil pa so vedno bolj pritiskali na pedala. Ob glasnem navijanju gledalcev pa je na njihovo veselje ciljno črto prvi prečkal prav domači matador Marko Kump. Zmagoslavjem povratnika v novomeški ekipi zaključujemo današnje novice. Pa lep večer.